čisto drugače. Joj, če si lačen, kako si drugačen, kako drugače doživljaš svet. Lahko bi podobno rekli, joj, če zboliš, kako se spremeniš, kako drugače doživljaš svet. To je zapisal Tone Kutner v svoji pesmi Resnica. In zares, kako drugače se vse spremeni, če zdravo ležeš k počitku, zjutraj pa ne moreš vstati zaradi slabosti. In če ta bolezen traja dolgo časa, kako se vse spremeni? Takrat v bolezni človek posebej potrebuje človeške bližine, pa še bolj potrebuje Božje bližine. O tem sem že v mladosti sama izkusila, ob očetovi bolezni, ob hitri in težki mamini bolezni, ob bolezni nekaterih v sorodstvu in drugih ljudi, s katerimi sem se srečala. Ko sem to razmišljala, sem mi v srcu zbudila želja, da bi tudi sama pomagala bolnikom prav v takšnih trenutkih. In tako sem se pridružila sestram usmiljenkam, katerih glavno poslanstvo je pomoč bolnikom in trpečim. In ko sem pozneje kot sestra razmišljala Jezusovo življenje, sem videla, da Jezus pravzaprav sam ni bil bolan, ker je delal v cvetu svoje mladosti. Vendar pa je imel veliko stikov in srečanj z bolniki, kako sočutno jim je pomagal, kako je velikodušno ozdravljal njihove bolezni in še več, ozdravljal je njihove notranje rane in jih reševal vezi greha. In odkar je on postal človek, eden izmed nas, pa je tudi sam doživljal bolečino srca, osamljenost, stisko, strah pred smrtjo. In je tudi on videl, da potrebuje človeškega prijatelja, ki pomaga nositi križ. Za nas kot kristjane je zelo pomembno, da posnemamo Jezusa in nam je priporočeno, naj obiskujemo bolnike, naj jim pomagamo. Da bi imeli zato več veselja, Jezus celo pravi, da karkoli storimo kateremu naših najbližnjih bratov ali sester, njemu storimo. In da je izredno bogato in pomembno, če nekomu damo samo kozarec vode. O tem sem se že tudi sama prepričala, ko sem obiskovala starejšo gospo, ležečo. Imela je sicer na mizi kozarec vode, vendar ga ni mogla sama vzeti, da zmoči svoje ustnice. Bila je neskončno hvaležna, ko sem ji pri tem pomagala. In Jezus pravi, da tudi to nagrajuje, ker smo naredili njemu samemu. Kaj bolniki pričakujejo od mojih obiskov? Gotovo ne tega, da jih čudežno ozdravim, niti da naredim to, kar storijo zdravniki za njih, ampak da jim podarim košček svojega časa, da jim prisluhnem, ponudim kakšno drobno uslugo in da pomagam prestegati njihove dvome, težave, vprašanja, zakaj? Zakaj ravno jaz? Zakaj Bog dopušča trpljenje, če je dober? In takrat, ko izgubijo smisel življenja, da jim povem, da tudi ta bolezen lahko pomeni za njih veliko, ker jih Bog na poseben način pritegne k sebi. Nimam čudežnih odgovorov, ker je bolezen skrivnost. Lahko z njimi podelim samo dve prepričanje, da je Bog prisoten tudi v teh trenutkih in da Bog ne uživa v trpljenju. Kaj bi lahko rekla, kaj mi dajo obiski pri bolnikih? Dajo mi veliko več, kakor lahko sama dam. Ob njih, ob trpečih in bolnih se učim vdanosti, potrpežljivosti. Ob njih raste tudi moja vera. Vedno so hvaležni. In zato bi vsem, ki sprejemate to sporočilo, priporočila,
da bodimo pozorni vsi skupaj do bolnih okrog sebe, kajti takrat v bolezni se poruši ravnotežje. V naših srcih se večkrat naseli strah, nemir. Takrat potrebujemo človeško bližino, še bolj pa Božjo bližino. In če je kdaj bolnik zahteven, takrat bi Vincencij rekel, obrnite medaljo. Če na eni strani vidite zahtevnega bolnika, boste na drugi strani srečali Jezusa samega.